ki se bodo ta teden zvrstila ob razstavi Časi pomanjkanja. Včeraj smo poslušali Majo Godina, ki je govorila o lakoti v obdobju med Prvo svetovno vojno in takoj po njej. Danes bomo govorili o stanovanjski stiski med obema vojnama, zlasti v času velike gospodarske krize. V četrtek pa bosta doktorica Vesna Godina in Andrej Naterer govorila o brezposelnosti in revščini danes. Tako se bomo pravzaprav sprehodili skozi te tri vidike, ki so na razstavi predstavljeni. Seveda pa so na razstavi predstavljeni viri, pravzaprav samo drobec, tisti izbran na nek način najbolj ganljiv, ker govori skozi usta realnih ljudi, ki so bili v stiskah, ampak vseeno samo en vir, ki pa ima širši kontekst. No, in v teh širših kontekstih pravzaprav imajo namen govoriti ta tri predavanja. Pravzaprav bi rada v tem predavanju govorila o treh stvareh. Najprej o kontekstu časa, v katerem se ta zgodba pomanjkanja med obema vojnama dogaja, o nekaterih okoliščinah, ki so zlasti na stanovanjske zadeve v tem času vplivale. Potem bom seveda poskušala čim bolj nazorno predstaviti konkretne bivalne razmere z dna družbene lestvice tistega časa. In pa na koncu se mi zdi precej pomembno tudi pogledati oziroma nekaj povedati o poteh reševanja teh stisk v obdobju med obema vojnama, bodisi strani posameznikov ali pa strani občine. Zato, ker je pravzaprav stvar vseh teh razmislekov verjetno nas vse vodi tudi v razmišljanje o tem, kako današnje težave, današnje stiske in današnje krizne zadeve poskušati na nek inovativen ali pa tudi utečen način, morda že kdaj preizkušen, vsaj poskusiti reševati. Za tiste pa, ki ste bili včeraj tukaj, mislim, da vas je nekaj, ki ste včeraj poslušali tudi Majo Godina, ker smo v knjižnici in ker so knjige tu pri rokah, sem prinesla tisto včeraj omenjeno varčno kuharico, tečna jedila in ostalo. Se spomnite, ne, tisti, ki ste bili, če je komu volja, lahko kak recept, pa mi potem prosim, dajte sem nazaj. Če govorimo o stanovanjskih problemih v obdobju med obema vojnama, je seveda treba začeti takoj z obdobjem po koncu Prve svetovne vojne, z letom 1918. To obdobje je bilo pravzaprav kot vsako vojno in povojno obdobje nekaj posebnega. Krizne razmere, pomanjkanja vseh vrst. Po vsaki vojni in med vsako vojno je pravzaprav Maribor se vedno znova znašel v še prav posebni stanovanjski stiski, čeprav je stanovanjska stiska nekaj, kar je recimo že od srede 19. stoletja bila topika dnevnih časopisov, neka stalnica pravzaprav nižjega sloja prebivalstva. Ampak zlasti ta obdobja po svetovnih vojnah oziroma po nekih večjih krizah ima pa še specifike, glede te in drugih problematik. In mariborska specifika v obdobju po Prvi svetovni vojni je predvsem velika demografska spremenljivost mesta. Znano je, da je velik del prebivalstva, zlasti tistega z vrha družbene lestvice, zlasti tisti, ki so bili nemške narodnosti, da je mesto po Prvi svetovni vojni zapustilo, da so recimo uradniki, poštni uslužbenci, učitelji, tudi železničarji množično izgubljali službe in posledično seveda izgubljali tudi vir preživetja in se izseljevali iz mesta. Po drugi strani pa so v mesto prihajali priseljenci od drugod. In kar se stanovanj tiče, to seveda ni bil proces, ki se en zaključil, pa se drugi začel. Seveda so se stvari dogajali tudi sočasno in to je pomenilo, da je v tistem času, ko se je izseljevanje še dogajalo, priseljevanje pa že potekalo, da so se stanovanja spraznjevala, ampak ne dovolj hitro, da bi na novo naselili tiste, ki so prihajali. Skratka, nek proces, ki je pravzaprav zelo zapleten in se na ravni vsakdanjega življenja ga ljudje močno občutijo. Namreč, če nimaš strehe nad glavo, je to eden bistvenih problemov. Tako so oblasti ne samo po tej vojni, tudi v času druge svetovne vojne se odločile za tako imenovano rekvizicijo stanovanj. Rekvizicija stanovanj pomeni določiti nek cenzus, ki pravi, koliko je še neka dopustna meja zasedanja stanovanja, vse, kar pa to presega, je pa preveč in imajo oblasti pravico mimo nekih pravil, ki sicer veljajo ta stanovanja zaseči in jih po svoji presoji, po svojih pravilih razdeliti med tiste, ki na stanovanja čakajo. V Mariboru so to že decembra 1918 začeli početi. Cenzus je pa rekel, da pravzaprav je določal, da je na eno odraslo osebo še zgornja
sprejemljiva meja ena soba za eno odraslo osebo in za 2 otroka ena soba. Oziroma ena enota, družinska ali pa kakšna drugačna, je smela imeti samo eno stanovanje, kar je presegalo to številko, je bilo preveč in je bilo podvrženo rekviziciji, pač potencialno. Seveda pa so dejansko v praksi to že kar dobre razmere. Ena odrasla oseba na eno sobo, pa 2 otroka v eni sobi niti za današnje čase ni hudo slab standard, ampak kot rečeno, to je bila zgornja meja. Potem je pomembno tudi to, da je od decembra 1918 začela veljati tako imenovana stanovanjska zaščita, ki je veljala potem z nekaj spremembami vse do leta 1928. Tukaj je šlo za določila, ki so določala zgornjo mejo višine najemnine, ki so jo po neki posebni formuli preračunali. Ta je bila po eni strani meščanom v prid, po drugi pa tudi ne. V prid je bila najemnikom, zato ker je pač določala neko maksimalno ceno najemnine, ki ni smela iti s strani hišnih posestnikov čez ta znesek in je seveda najemnikom omogočala pač nek relativno nizek znesek za najemnino. Po drugi strani je pa tisti, ki so bili lastniki stanovanj hišnim posestnikom, pa bila na poto, ker jim je onemogočala nek realen zaslužek, ki so ga pričakovali, glede na to, da so bili lastniki včasih kar velikih stanovanjskih poslopij, katerih namen je bil pravzaprav oddajanje in pač kopičenje oziroma kapitala oziroma nek zaslužek. Najboljše pri tem pa je, moja Vanja včeraj govorila o tem, da so vojni časi pa krizni časi zelo dobri časi za špekulante in vojne dobičkarje, kadar gre za vojno. No, tudi v tej krizi in tudi v tem posebnem obdobju so se znašli ljudje, ki so to stanje izkoristili, sicer na ta način, da so tako imenovani špekulanti najemali stanovanja po najemninah, ki so bile določene, se pravi nizke relativno, in potem oddajali naprej po bistveno višjih včasih kar pa je z mnogimi večkratniki dražjimi stanovanji. Kdor je bil v stiski, kdor je stanovanje zares rabo in ga je še zmogel plačati, ga je pač najel seveda tudi po taki ceni. Kot rečeno, okoliščine so pomembne to obdobje po prvi svetovni vojni, te krizne razmere nasploh, potem stanovanjska zakonodaja je močno vplivala na način prebivanja in na razmere ne samo znotraj te tako imenovane stanovanjske bede, ampak stanovanjskega področja nasploh. Že omenjena stanovanjska zaščita je bila zelo pomembna, no ampak leta 1925 se je ta stanovanjska zakonodaja do te mere spremenila, da si je začela groziti z drastičnimi povišanji najemnin. Tam nekje do leta 1925 so se te omejene najemnine zadrževale, potem pa se je zakonodaja spremenila toliko, da so hišni posestniki že lahko začeli najemnine zviševati. Potem po letu 1928 je bila stanovanjska zaščita ukinjena toliko bolj in takrat so stvari pravzaprav na nek način podivjale. Najemnine so zrasle, ljudje niso bili več v mnogih primerih sposobni plačevati povišanih najemnin, sledila je odpoved hišnega posestnika oziroma lastnika stanovanja in odpovedim so pogosto sledile deložacije. Namreč stranke so lahko dobile odpoved stanovanja, ki je pač niso izvedle, ampak naslednji ukrep je bil deložacija in pač stanje teh ljudi brez stanovanja. Jaz sem pripravila 2 odlomka, ki govorita pravzaprav o deložacijah, in sicer je eno kratko besedilce, je besedilo hišnega posestnika, ki ga je napisal stanovalcem, za katere je želel, da stanovanje spraznijo. Ta drugo besedilo je pa že naslednji korak in je sicer hišni posestnik predal zadevo notarju, ki je potem stranke obvestil, da se morajo seliti. Oboje, boste videli, zveni pač kar drastično. Vi imate v hiši mojega klienta, gospoda Miha Počivalnik, na podstrešju eno stanovanje, katero bi morali že davno izprazniti, ker, ta je ta drugi. Hišni posestnik leta 1928 je napisal tole. Podpisani hišni posestnik vam dam na znanje, da bodem od 1. maja 1928 naprej najemnino povikšal. Gostačina, vodarina, kanalska pristojbina, stroški dimnikarja, odpeljanje greznice, pepelja in smeti bodo še posebej zaračunjeni.
Če se s tem predpisem ne strinjate, lahko vsak čas stanovanje odpovejte. Se pravi, napovedana je bila drastično povišana najemnina, če jim ne paše, lahko seveda se odselijo. No, naslednji, ki sem ga pa že prej začela brati, se pa nanaša na ta notarjev dopis, neki drugi stranki. Ta pa dejansko pravi, vi imate v hiši mojega klienta, gospoda Miha Počivalnik, na podstrešju eno stanovanje, katero bi morali že davno izprazniti. Ker to stanovanje gospod Počivalnik rabi sam. Stanovanje ste imeli do sedaj le kot hišnik, ker je to hišniško stanovanje. Sedaj pa gospod Počivalnik hišnika ne potrebuje in zahteva, da mu vi stanovanje izpraznite. Vabim vas, da se 3. maja tega leta v moji pisarni, ter tukaj izjavite, kdaj mislite izprazniti to stanovanje, da ne bodete imeli nepotrebnih stroškov, ker ako ne pridete, vas bodo moral tožiti na izpraznitev. Spoštovanje. Sploh so ta pisma, tudi tako jih beremo, ta spoštovanje mi zdi nek tak stavek, ki vedno napoveduje, sicer zveni zelo spoštljivo, napoveduje pa dosti kakšne težave v takih dopisih. No, to sta dva taka primera, drug napisan precej bolj uglajeno, ampak je pravzaprav še bolj grozljiv. No, tretja okoliščina tega obdobja med obema vojnama se pa nanaša na čas, ki je tukaj izpostavljen, in sicer na obdobje od leta 1929 naprej, čas svetovne gospodarske krize, ki je v svetovnem merilu trajala približno 4 leta, in je seveda nasplošno vplivala na življenje v širših nekih okvirih, pa seveda tudi v Mariboru, ne samo na stanovanjsko tematiko, jasno, ampak tudi na vse ostalo, pomanjkanje na vseh področjih, ampak v tem času so se pa še ob tej zakonodaji, ki se je spreminjala, so se zlile nekako težave še zaradi svetovne gospodarske krize, in življenje je takrat za tisti ljudi na spodnjem robu družbene lestvice postalo zares težko. Kar nekajkrat recimo se da iz virov razbrati, da so ljudje dejansko zaživeli pod mostom. To je ena taka fraza, ki se pogosto uporablja za brezdomnost. Pač živimo pod mostom, ampak ljudje so dejansko fizično, ko so bili deložirani, pogosto se znašli v Mariboru pod mostom za nekaj časa. To je bil pravzaprav nek tak demonstrativen izkaz tega, da nimaš kam. Zanimivo pa mi je bilo, ko sem brala te stvari, da so nekateri, oziroma večina teh ljudi je pravzaprav se ustalila pod mostom na levem bregu, so pa tudi primeri ljudi, ki so pod mostom na desnem bregu našli svoj prostor za nekaj časa, in sicer zato, ker so bili zaposleni na desnem bregu, pa jim je bilo potem od tam bliže, stanovati sicer brez strehe nad glavo, tako rekoč, ampak vseeno blizu mesta dela. No, ampak zdaj pa tisto, kar je verjetno najbolj zanimivo, pa tudi najbolj nazorno, neki konkretni primeri bivanja v težkih razmerah, se pravi na dnu družbene lestvice. Tudi prebivanje v stiski v tej tako imenovani stanovanjski bedi pa ima razpon. Obstaja prebivanje v stanovanjski stiski še na nekem sprejemljivem nivoju, oziroma na nekem nivoju, ki ni dober, ampak je še vedno na nek način prebivanje v nekih okoliščinah, ki si jih še lahko predstavljamo, potem pa gre ta lestvica še niže v neke skoraj težko predstavljive, oziroma danes sploh ne moremo zamisliti razmer, v katerih so ljudje občasno živeli v tem obdobju. Pravzaprav je na nek način, kot sem rekla, začelo to obdobje od leta 25, pa potem od leta 28 spremenjeno zakonodajo, in v času gospodarske krize se slabšati in slabšati. Tule imam eno statistiko iz leta 1927, ki pravi, da je bilo tega leta v Mariboru 873 nerešenih prošenj za stanovanja, za katera pa so seveda zaprošali tisti, ki so živeli ali v slabih razmerah, ali pa stanovanja sploh niso imeli. Za temi prošnjami se je skrivalo, statistika šteje tudi to, 2747 konkretnih ljudi, se pravi družinskih članov, prosilcev. In če primerjamo to s podatki iz štetja prebivalstva leta 1931, ko naj bi imel Maribor dobrih 33 000 prebivalcev, je pravzaprav slaba desetina ljudi nekaj let prej, ne gre za isto leto, ampak za razpon 4 let, kar pravzaprav potem verjetno pomeni čez nekaj let teh prosilcev še več. Ampak grobo povedano je okrog desetina ljudi pravzaprav živela v razmerah, v katerih so morali prositi za stanovanja.
če ste že te prošnje prebrali, ali pa če se jih boste lotili kasneje, boste videli, da gre za, ko ljudje opisujejo bivalne razmere, ne za prošnje za neka stanovanja, v katerih bi prišel do nekega hudega obdobja, ampak ko bi se dejansko rešil velike stiske, zelo slabih bivalnih razmer, pa prišel vsaj malo boljše, čeprav bi se še vedno v mnogih primerih tudi te izboljšane razmere označevale za slabe. Od januarja do septembra 1928, še ena statistika, je bilo 120 stanovanj v Mariboru odpovedanih. Ocenili pa so v statistiki, da 1500 stanovanj bi potrebovali, da je manjko stanovanj 1500 takih, ki bi potem rešila stanovanjsko problematiko v mestu. To je za mesto tistega časa velika številka. No, ampak kot rečeno, ta razpon bivalne bede je znotraj še zmeraj razslojen. Če gremo od vrha, se pravi neke stanovanjske razmere, ki so slabe, ampak še vedno sprejemljive. Ljudje so pogosto živeli v kletnih stanovanjih ali pa v podstrešnih stanovanjih, ki so bila zaradi svetlobe ali pa zaradi vlažnosti dokaj neprimerna, ampak še vedno so to bila pravzaprav stanovanja. Iz virov se pa da razbrati, med drugim tudi iz teh prošenj, pa tudi iz številnih drugih virov, recimo z dnevnega časopisja, razmere, v katerih opisujejo, da so ljudje živeli v bivališčih, ki sploh niso bila stanovanja, v nekdanjih pralnicah, malo prirejenih drvarnicah, nekateri celo v nekdanjih hlevih, ki so, če si jih predstavljamo, morali biti strašno tesni, pa za prebivanje zelo neprimerni prostori. Taka stanovanja so bila pogosto vlažna, temačna in pač na vse načine neugodna in tudi zdravju škodljiva, posebej za otroke, je ljudi pogosto skrbelo, če so živeli v takih razmerah. In še en problem je bil, pogosto so bila ta manjša stanovanja izredno natrpana. Na malem prostoru, pogosto so bile to štedilniške sobe, tako imenovane, se pravi en sam prostor, v katerem je bil tudi štedilnik, v katerem je potem živel lahko en sam človek, pogosto pa je bilo teh ljudi več, cela družina. So tudi viri, ki govorijo o 10, 16 ljudeh v takem štedilniškem prostoru in to je pravzaprav nekaj, kar si sploh težko predstavljamo. Vsi ti ljudje so potem v tem prostoru spali, kuhali, jedli, skratka počeli vse, kar počneš v zaprtem prostoru. Štedilniške sobe so bile pogosto tudi nek prostor, ki so ga hišni posestniki urejali v času gospodarske krize, našli spet nek prostor, ki so ga lahko izkoristili, pa urejali manjše bivalne enote iz prej večjih, pa potem oddajali najemnikom take enocelične prostore, ki so bile sicer z zornega kota tistih, ki so jih oddajali male, tudi ne posebno donosne, ampak z vidika tistih, ki so bili brez stanovanja, pa pravzaprav relativno ugodna rešitev. No, to so razmere na zgornjem robu te stanovanjske bede. Če gremo nekoliko nižje, je treba gotovo omeniti barakarska in vagonarska naselja. Teh je bilo v Mariboru v obdobju med obema vojnama več, na različnih koncih mesta. Prvo tako, o katerem sem brala, so omenjena na Studencih leta 1926, tam naj bi bilo 5 vagonov, v katerih so ljudje začasno prebivali, ampak ta začasnost se je pogosto razvlekla na daljše časovno obdobje. Potem sta bili pa znani 2 večji barakarski naselji, o katerih tudi literatura večkrat piše, o katerih se večkrat govori. In sicer naselje v Melju, v ulici Kraljeviča Marka, in pa naselje v Dajnkovi. To pa je, mislim, da največkrat omenjeno, tudi je najdlje pravzaprav bilo aktivno. Pa še Abesinija na Teznu, Cigojner Firtl v Zgornjem Radvanju, pa najbrž je bilo še kje kakšno manjše. Tu pa gre za naselja, ki so bila kakor katero. Recimo Dajnkova je bilo naselje barak in vagonov, ki se je ohranilo od vojne bolnice z obdobja med Prvo svetovno vojno in ga je pozneje celo občina urejala, da bi tam uredila vse relativno ugodne bivalne razmere za tiste, ki so živeli v še slabšem vagonarskem naselju v Melju, v ulici Kraljeviča Marka, za še manj nekih komunalnih dobrin, še manj prostora. In obstaja celo potem poročilo o selitvi leta 1933, torej je zabeležen, tukaj imam članek iz Slovenca, ki ga bom potem tudi prebrala, ker je zelo nazoren.
ko so ljudi iz Kraljeviča Marka, naselja v Melju, selili v Dajnkovo, pa spet barakarsko in vargonarsko naselje, ampak to je bila za tiste, ki so tam živeli očitno izboljšava, ker kot bomo videli, so se zelo veselili tega, da so naenkrat zaživeli v boljših barakah, malo bolj urejenih. Kar pa se tiče naselja v Dajnkovi, pa je bilo aktivno vse do leta 1938. Leta 1936 je po statistiki tam živelo 53 družin, ki je v teh družinah je bilo 145 otrok. Kot rečeno, občina je na začetku te barake in vagone uredila, da so bile vse kolikor toliko sprejemljive za življenje, ampak ljudje so jih potem pozneje, kot se to posod dogaja, urejali po svoje, širili, naseljevali dodatno in v poročilih, v dnevnem časopisju so se kritiki oziroma komentatorji pogosto dotikali tega in drugih takih naselij kot legl nesnage, kot legl nemorale, kot legl vseh mogočih negativnih stvari, kar je seveda zornega kota nekoga, ki živi bolje, zelo preprosto narediti, dojema ta prostor kot nekaj, kar ni vredno ničesar pozitivnega z vidika tistih, ki so se tam v sili razmer znašli, je pa seveda ta pogled čisto drugačen. No, leta 1938 so naselje na Dajnkovi ukinili, sicer so ga decembra tega leta dobesedno zažgali, barake in vagone na tem območju in zgradili v Pregljevi, relativno blizu 4 stanovanjske hiše, to je bila občinska pobuda, občinska gradnja, prav zato, da so ljudi z Dajnkove, ne vseh, ker jih je bilo več kot potem stanovanj v Pregljevi, ampak priselili v hiše in so mnogi od teh ljudi prvič zaživeli v nekih normalnih bivalnih razmerah, čeprav tudi tiste seveda niso bile idealne. Ta članek v Slovencu je sicer malo daljši, govori pa o tem, kako so 11. februarja 1933, kot rečeno, ljudi z Melja, z vagonarskega naselja barakarskega v Melju selili v Dajnkovo. Dajnkovo mimogrede je v bližini današnje druge gimnazije. V uvodu povejo, da je bil to zelo živahen dogodek in da so vse, kar so selili, vso lastnino, ki ni bila pretirano obsežna teh ljudi, selili z 2 občinskima traktorjema. Ta del, ki res opisuje potem selitev, pa zveni tako. Selitev v nova domovanja je bila za barakarje lahka. Komaj so že pričakovali, da se iz sele izpekla v ulici Kraljeviča Marka, nova domovanja pomenjajo napram stari baraki pravi napredek. Dasi so tesna in stene iz tenkih desk, vendar imajo pot na mesto gole, mokre zemlje, ki je bila v baraki. Poleg tega so družine ločene, vsaka ima svoj vagon, v baraki pa je bilo vse na kupu. Le nizke pregraje so ločile posamezna stanovanja, kakor pregradi v hlevih. Vsak vagon ima 2 oken, na sprednji strani opremljanje z malo železno pečico, to je že v Dajnkovi potem. Notranjost je pobarvana z belo oljnato barvo, torej so jih prepleskali. 13 vagonov stoji v 2 dolgih vrstah. V sredi med vagoni so jim postavili stranišče, napeljujejo tudi vodovod, le električno luč ljudje še žele. Morda se jih bo občina usmilila, ter jim to naklonila. Komaj pa so se ljudje vselili v vagon, že se je pokadilo iz cevi, ki so izpeljane od peči skozi steno. Proti večeru se je kadilo že iz vseh domovanj. In tako naprej, petrolejke, sosedje, skratka, relativno dolga zgodba o tej selitvi in potem prvih dneh življenja v Dajnkovi. Potem pa en pogovor z ženico, si je komentator še omislil in ga potem pribeležil. Kako ste zadovoljni s preselitvijo? Povprašamo ženico, ki plašno gleda na obiskovalce. Namreč selitev je, precej meščano je to selitev spremljalo, pač z navdušenjem gledalo to relativno izboljšanje bivalnih razmer. Gospod, 3 leta sem stanovala v strašni baraki in morate si misliti, da sem sedaj vesela. Bom živela vse lahko v snagi in na otroke malo pripazila, ki so se mi v baraki čisto izpridili. Kako živimo? Mož dela pri pomožni akciji in nekaj zasluži. Drugače pa od tega, kar nam da občina in dobri ljudje. Isti odgovori povsod v vseh vagonih. Težko že čakajo pomladi, zima je najhujša.
na pomladu morda delo na cestah, morda na stavbi in zopet se bo životarilo naprej. Beda in pomankanje se je tako zagrizlo v življenje teh ljudi, da si drugačnega skoraj ne moremo več misliti. Zdaj, ko govorimo o tej bedi, ki je res bolj, ko gremo v neke osebne pripovedi, bolje pretresljiva, ampak vseeno je treba reči, da pa to ni bil edini način prebivanja v tem času. Seveda so med obema vojnama je nek del meščanov živel tudi drugače. Seveda so obstajale tudi razmere, ko so v istem času ljudje na drugem koncu mesta živeli v udobnih in prostornih vilah, ko je vrhnji sloj prebivalstva seveda lahko prebival tudi v najemniških hišah, v udobnih, trisobnih, prostornih stanovanjih, v čisto dobrih bivalnih razmerah, ampak pravzaprav je dobro imeti občutek o teh nasprotjih v mestu. Obstajajo tudi danes, obstajajo pravzaprav v vseh časih, ampak kot rečeno v kriznih razmerih se pa zaostrijo in se vedno prevešajo številčno nekako na stran tistih, ki živijo v slabših razmerah. No, ampak tudi to še ni najnižje. Čisto na dnu sem pozbrala še nekaj primerov, ki so se meni, ko sem se skozi leta, skozi te stvari prebijala, vtisnili najbolj v nek spomin. Eno sem že omenila, to je življenje pod mostom, ki je bilo vedno začasno življenje po deložaciji, seveda ni trajalo večno, nihče ni stanoval pod mostom dlje časa, ampak dokler ni na nek način rešil stanovanjskega problema. Pogosto tudi na ta način, da so potem ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo, sprejeli pod streho prijatelji, sorodniki, ki že sami ni nujno, da so imeli dovolj prostora zase, ampak v mnogih primerih je izpričana neka relativno močna solidarnost med ljudmi na dnu družbene lestvice, ki so si, čeprav, kot rečeno, v omejenih razmerah že sami bili pripravljeni pomagati someščanom, prijateljem, znancem in jih sprejeti. In tako so nastajali potem tisti natrpani prostori, ki sem jih prej imenila, od 10 do 30 ljudi v enem samem prostoru. No, pretresljiva je tudi pripoved o Dravski kasarni oziroma o minoritih, pravzaprav kot bivalnem prostoru, kjer so ljudje živeli v nekih začasnih bivalnih razmerah v obdobju med obema vojnama, ampak najhuje je bilo v kleteh te kasarne, 2 nivoja kleti sta bila, ki sta bila občasno naseljena. Včasih se je tam znašlo nekaj ljudi, ki so prenočevali, to so bili brezposelni ljudje. So pa bila obdobja, verjetno zlasti po zimi, ko je bilo zunaj prenočevati pač še težje kot poleti, ko so se te kleti napolnile in je bilo po poročilih do 30 brezdomcev v kleteh, predvsem so tam spali. Razmere pa so bile take, 2 etaži, se pravi 2 nivoja kleti. V prvem nivoju so še bila okna nekje zgoraj in je v te kleti prihajala relativna dnevna svetloba, ampak seveda malo, medtem ko je drug nivo kleti bil popolnoma brez svetlobe. Ljudje so se spuščali, ker vrata te kleti niso vodila v te prostore, ko so tja šli recimo spat skozi okna, ampak če si to še lahko predstavljamo, se je še težje predstavljati, na kak način so izstopali, namreč iz kleti, iz spodnjega nivoja v prvi nivo, pa potem ven si prišel na ta način, da si splezal skozi okno. Stene so bile vlažne, seveda je bila v zlasti spodnjem prostoru tema, na tleh je bil grušč, po enem od poročil, iz katerega je ta podatek. Na tem grušču pa je bila tu pa tam je bil kup slame, relativno vlažne in občasno nagnite, cunje in na teh površinah so potem ljudje prenočevali. Največji luksus tega prostora je bil baje, kadar so imeli od nekod dračje oziroma nekaj lesa in so sredi tega prostora potem zakurili ogenj in dosegli nekaj svetlobe pa nekaj toplote. Pretresljiva je tudi pripoved, ki pa sicer ne izvira iz nekega dokumentarnega vira, ampak iz literature. Gre za knjigo Antona Tanca, leta 1938 je izšla, več novel je v njej, ampak o bivalni tematiki, tako rekoč govori novela Hotel Gratis. Drugače pa ima knjiga naslov Ženjen iz Amerike. To je ta knjiga.
Tu pa Tanc opisuje, pa seveda zagotovo izhaja iz nekih realnih razmer. Najbrž že si je dovolil nekaj literarne svobode, ampak osnovni podatek pa je moral pravzaprav izhajati iz realnosti tega časa. On pa opisuje par, žensko in moškega, ki sta se oba znašla v zelo nezavidljivih razmerah. On je izgubil službo, prenočeval občasno po pralnicah, pod stopnišči, dokaj ga niso kje zalotili, pa ga pač tam odstranili. Ona je nekaj časa živela v eni sobi, kjer je bilo ogromno najemnic, pa je potem še tam izgubila ta prostor, ker ga ni zmogla več plačevati. Tako da sta se oba znašla pod milim nebom, postala par in prenočevala v odvrženi žlindri železniških kurilnic. Se pravi, odpadni material, ki so ga iz teh obratov na prostem razsipali in ljudje so se zakopali, baje pač po literarnem viru, in bojim se, da tudi zares, so se zakopali do vratu in tam prenočevali, ker je bilo toplo. V tej noveli je potem opisan ta prijeten občutek toplote, ampak kaj kot ni bil samo prijeten, bil je tudi nevaren. So se baje zadušili in nikjer ni bilo zagotovila, da se boš iz takega spanja sladkega potem tudi zares budil. Priporočam branje, če kdo rad bere take stvari. Pa še en primer, zadnji tak, je pa omemba gozdnega zaklona v Betnavskem gozdu iz leta 1935, ja, pa se je zatekla družina viničarja, ki je bil deložiran iz stanovanja z družino. To pa je ena fotografija, ki je bila že večkrat objavljena, pravzaprav iz pokrajinskega arhiva prikazuje to družino. Skratka, v Betnavskem gozdu so si naredili zaklon iz vejevja in nekaj časa začasno živeli tam. Ampak to so res, kot rečeno, sicer izjemni primeri, skrajni primeri, ampak primeri, ki si jih dejansko težko mislimo kot nekaj, kar se je zares zgodilo. No, na koncu pa, kot rečeno, bi rada rekla še nekaj o načinih reševanja te problematike v času med obema vojnama. Pobude, z katerimi so se ljudje lotili reševanja, so bile različne. Vedno v kriznih obdobjih ljudje iščejo poti in načine, kako jih rešiti. To je pač v človeški naravi. Nekatere pobude so bile individualne, nekateri ljudje so poskušali to problematiko rešiti, če so le zmogli sami. Po poročilih v časopisju pa se pravzaprav da sklepati, da je dokaj občutljiva za problematiko bila tudi mestna občina, ki se je kar precej prizadevala na tak ali drugačen način ljudem na dnu družbene lestvice v teh največjih stanovanjskih stiskah pomagati, čeprav v obdobju gospodarske krize pa nobene krize pravzaprav tudi občina ne stoji ravno dobro, kot vemo. Kar se tiče individualnih pobud, je za obdobje med obema vojnama značilno, da so tisti, ki so bili nekje na sredi družbene lestvice ali pa tudi na spodnjem robu, relativno pogosto gradili svoja bivališča, družinske hiše. Veliko takih gradenj je zraslo tudi v mariborskih predmestih, Studenci, tudi Tezno, Nova vas, Pobrežje so območja, kjer so med obema vojnama v 20 in 30 letih zgradili precej družinskih hiš. To so bile družinske hiše, ki niso bile na nekem visokem standardu. Na nek način so posnemale vile v mestu, ampak so seveda bile precej skromnejše. In še kar je bilo značilno, ko so jih ljudje zgradili, zlasti v nekaterih primerih bi šlo tudi za delavske družine, recimo, ki so se nekako organizirale, prišle do nekih ugodnih kreditnih pogojev in se lotile gradnje. Ampak takoj, ko je bila taka hiša zgrajena, so ponavadi zgornje nadstropje oziroma eno od nadstropij oddali v najem in potem na ta način reševali družinski proračun, pa najbrž tudi tisti vložek, ki so ga v to gradnjo investirali. Ampak tu seveda ti ljudje iz katakomb v vojašnicah, pa iz teh okolij, o katerih smo zdaj govorili, niso del tega. Tu gre že za nek drugi del prebivalstva, ki pa je potem, ko je zgradil neko svoje bivališče, pravzaprav spustil nek drug prostor, kjer je prej živel in se je problematika tam zdolj na ta način reševala. Pogosto so posamezniki, zlasti hišni posestniki, problematiko reševali tudi na ta način, da so zgradbe dograjevali, predvsem dvoriščna poslopja so bila podvržena temu, da so dvoriščne trakte recimo nadgradili ali pa, kot sem že prej rekla, jih razdelili na manjše enote in jih potem oddajali ali pa prazen prostor dodatno pogradili, ki je za hišo, tam uredili bivalne prostore in jih potem oddajali. Tudi na ta način je marsikdo pač dobil streho nad glavo.
Kar pa se tiče občinskih pobud, jih je bilo tudi kar nekaj, kot rečeno. Ena od takih je bila recimo predelava vojašnic v stanovanjske namene opuščenih. Vojašnice so veliki prostori in če jih razdeliš na manjše enote z nekimi bolj ali manj preprostimi pregradami, dobiš veliko prostora, ki je tistim, ki so brez strehe na glavo, spet relativno ugodna rešitev. V Jezdarski ulici, recimo nekdanja Dragonska vojašnica, je bil tak prostor, ki so jo uredili za prebivanje in ravno od tam izvira skoraj večina teh prošnj, ki jih najdemo tukaj na steni, ki so bile napisane leta 1929, namreč ljudje, ki so tam živeli, so mnogi, med njimi so podpisniki teh in pa teh prošnje seveda še veliko, veliko več. Razmere so postajale vse težje v Jezdarski, ko so začeli z občinskimi pobudami v mestu graditi običajne stavbe, namenjene prebivanju nove, so se mnogi želeli od tam preseliti v te novejše hiše, čeprav še vedno ni šlo za prostorna stanovanja, tudi negrajena po nekih gradbenih standardih tistega časa, kljub temu pa bistveno boljša od teh zasilnih bivališč. No, mestna občina je se odločila večkrat za recimo odkup zemljišč od meščanov, ki so neka zemljišča imeli v lasti, potem so taka zemljišča razparcelirali in jih namenili gradnji na različne načine. Včasih so ponudili ugodno kreditiranje, zato da so ljudje potem tam gradili sami. Včasih so pa izvedli še kak bolj domišljen manever, recimo pustili gradbenikom, da so investirali v neko gradnjo stanovanjsko, pa so jim potem skozi čas mestna občina, ki očitno tudi ni bila sposobna te investicije v enem zamahu pokriti, je potem gradbenikom skozi leta vračala njihov vložek in na nek način odkupila, že predtem pa seveda rešila stanovanjsko stisko nekemu krogu ljudi. To je recimo ena od takih zanimivih pobud. Kar se tiče odkupa zemljišč od mestne občine, recimo Stritarjeva pa Betnavska na desnem bregu, tako območje, kjer je potem prišlo do individualnih stanovanjskih gradenj, na levem bregu pa Vrbanska, kjer je še danes cela serija teh vil, pravzaprav, ki so nastale na ta način, da je občina odkupila zemljišče, razparcelirala in potem meščanom pod ugodnimi kreditnimi pogoji ponudila možnost gradnje. Občinske gradnje so recimo tudi, danes ni bila Sterojnik tukaj, ampak ona bo najboljše vedela, so hiše v Smetanovi ulici, Smetanova, Prežihova, ta vogal, to se je gradilo leta 27-28, ta stanovanja so imela relativno dober standard, za tisti čas tudi nekaj zelo zanimivih rešitev, recimo ena kopalnica na nadstropje, pralnica na podstrešju, mislim, da skratka nekaj takih inovacij. In ljudje so si pravzaprav, Darja, so si zelo prizadevali priti v ta stanovanja, pisali tudi za tja prošnje, ampak tisto je bil nek drug sloj mestnega prebivalstva. Ampak kot rečeno, ena taka gradnja, ki je en del prebivalstva potem naselila v teh objektih, je pomenila sprostitev na drugem koncu in reševanje problematike nasploh. V ulici Vita Krajgerja je recimo bila zgrajena stavba za zaposlene na mestni občini, prav za mestne uradnike, tudi tam gre za relativno kvalitetno gradnjo. V Mlinski, na Jadranski, Delavski, gradnje malo nižjega standarda, v Vurnikovi, oziroma Vurnikova kolonija, pravzaprav ne Vurnikovi, ampak območje, ki ga danes poznamo pod imenom Vurnikova kolonija, ki je bilo zanimivo ne samo zato, ker je hiške manjše, ampak za mnoge izredno zanimive ponudilo na tržišče oziroma v najem meščanom. Zanimivo pa tudi z arhitekturnega vidika, ker je šlo za eno relativno kvalitetno Vurnikovo urbanistično rešitev stanovanjske gradnje tega tipa, ki se še danes, mislim, da v arhitekturnih pa urbanistični literaturi kar pogosto citira. Potem pa še Pregljeva, to pa so tiste hiše, ki sem jih omenila že prej, ki so jih pa zgradili spet mestna občina, zato da so tja preselili ljudi z Dankove. No in kot rečeno, tudi urejanje barakarskih naselij, samih po sebi, do te mere, kot smo iz tega članka lahko videli, se pravi namestitev nekih kurilnih naprav, pa prepleskanje notranjosti, pa mogoče še zamenjava oken. Tudi to je bilo pravzaprav včasih domena mestne občine oziroma njena pobuda. Obstajale pa so še tretji način, pravzaprav, ko so pa razna mestna podjetja, taka, ki so razpolagala z več denarja, pogosti so primeri bank, recimo, ki so za svoje uslužbence zgradile pa
dobra bivalna poslopja, velike najemniške hiše v mestu, recimo na Gosposvetski je ena taka, pa po celem mestu, na Majstrovi, Majstrova 6, naša hiša je bila zgrajena na ta način, da je Hrvatska štedionica zgradila zgradbo za svoje zaposlene. Skratka, tudi na ta način, da je podjetje, ki je pač imelo te investicijske sposobnosti, investiralo v stanovanjsko gradnjo za svoje zaposlene, seveda je tak primer tudi Huter, ki je na več načinov pač to problematiko reševal na različnih nivojih. Investirali so svoj kapital, pravzaprav je to investicija, ki se v normalnih razmerah tudi obrestuje, hkrati pa rešuje problematiko nekega dela mestnega prebivalstva. To je to, kar sem vam hotela predstaviti. Dana dopolnjuje železničarska kolonija, seveda ne, kot ena od kolonij, ampak ker je bila zgrajena že prej, je pa res vedno pozabila omeniti, ne, da 60 letih 19. stoletja zgrajena, ampak seveda ves čas naseljena kot nek sistem, ki pa je bil pravzaprav dobro organiziran, ne, z bivališči, z vrtovi, pa še z ostalo komunalo, s trgovino, z vrtcem, s kopališčem, s šolo, pa še s čim resno, ne. Mesto Malem. Ja, mesto Malem, ja, kjer je baje veljala velika solidarnost in pripadnost tistih, ki so tam živeli. Vodnjaki, recimo, kot srečališča. Če imate voljo do debate ali pa do komentarjev, je to tudi zaželeno. Lahko mogoče kakšne sporednice z današnjim časom, dogajanjem, na področju bivalne kulture, stanovanjske stiske v mestu? Ja, sporednice seveda. Če spremljaš literaturo potem naprej po drugi svetovni vojni, je pravzaprav presenetljivo, koliko takih pretresljivih zgodb, ki se zdijo včasih nepredstavljive, se dogaja, pa so opisane v časopisih še potem, v desetletju ali pa dveh po drugi svetovni vojni, se pravi 50. leta, 60. leta. Danes pa spet, ja, po eni strani je verjetno večina od nas, ki tu sedimo, si težko predstavlja katerokoli od teh razmer, ki so na teh prošnjah opisane. Hkrati pa živimo v mestu, kjer je nek del meščanov, ki skoraj na ta način živijo, ki imajo te iste probleme, ki so po prvi svetovni vojni se pojavili s hrano. Jaz mislim, da so časi primerljivi, ne. Razmere sicer, posebej ti oglasi, ki govorijo o lakoti, ne, se mi zdi, da ko to prebereš, se ti še vedno zdi, da današnji čas še ni prava kriza, ne, da se včasih kar nespodobno mogoče primerjati en pa drug čas, ampak hkrati, če bi pogledali z očmi tistih, ki pa so na dnu te lestvice, pa znajo biti stvari, se bojim, tudi precej primerljive, no. Kaj pa procentualno zdaj, recimo, če smo rekli takrat okrog leta 30, da je bilo, če sem dobro poslušal, je bilo tam okoli 10% prebivalstva kritičnega, v bistvu iskalcev in tako naprej. Če pa zdaj pogledamo sedanji čas, koliko je pa zdaj procentualno glede na število prebivalcev v sedanjem času? Ja, jaz se bojim, da teh podatkov dobesedno nimam in ne vem. Pravzaprav tudi tisti preračun 10% je pravzaprav moj. Jaz sem to preračunala iz primerjave številke prebivalstva pa števila prošnje za stanovanje. Danes teh številk ne poznam, ampak če se malo obrnemo k tistim podatkom o brezposelnosti, ki je tudi neko merilo, ne, pa vemo, da je mariborska brezposelnost čez 18%, potem sem šla to si poskušati predstavljati, vsak koliki človek v mestu ima probleme zaradi brezposelnosti. Jaz sem pozabila številko, ampak tam piše, brezposelna je po registrirani brezposelnosti vsaka 6. oseba v aktivnem obdobju v mestu, če preračunamo te številke. Vsaka 6. oseba. Pri tem je treba vedeti še, da vsi brezposelni še zdaleč niso registrirani na Zavodu za zaposlovanje in da je ta številka dejansko še višja. Ampak mene je še bolj pretreslo, ko sem začela razmišljati o tem, da je to vsaka 6. oseba, ki nima službe, ampak za vsako to osebo so še ljudje, ki so na njo vezani, ne?
Se pravi, da pridemo, ne vem, do vsake tretje, vsake četrte osebe, nekaj takega na koncu. Ampak to se ne nanaša na stanovanjsko problematiko, to se nanaša na brezposelnost, samo stvari so povezane, ne. No, gotovo je to, da je brezposelnost, bi se reklo, ena izmed kategorij, katera dejansko se nanaša tudi na stanovanjsko problematiko. Če ti nimaš dohodkov, ne moreš niti razmišljati o tem, da bi si pa tiste nekaj zgradila. Jaz mislim, da bo v četrtek na predavanju o tem več govora, da bodo tam tudi neke realnejše številke, tu gre bolj za neka moja predvidevanja, ampak v četrtek, ko bosta predavala Vesna Godina in Andrej Naterer, ki sta delala študijo brezposelnosti in revščine v tem zadnjem obdobju, mislim, da bosta imela na razpolago čisto konkretne odgovore na ta vprašanja. Kak je pa bilo v tistem času tudi sodelovanje z zaledjem, se pravi s temi kmetijskimi področji, ker recimo te ljudje so se najbrž pol čez sezono udinjali, kje za Hlapce, pa so pol tam bivali, pa so pol prišli v mesto po zimi, ali je bilo mesto za sebe, pa podeželje za sebe. Ja, ne, nek pretok je sigurno bil že skozi to, da je vedno bila tendenca priseljevanja iz okolice v mesto, pač zaradi zaposlitev iz služb, ki pa je ravno v stanovanjski problematiki se potem vedno kazala, ker je zaostrovala, ker ti ljudje, ki so prihajali v mesto, pogosto so službo na nek način še dobili, bivališča pa ne. Mnogo je zgodb takih, ki govorijo o tem, se sem prej mislim, da mi glede omenila, ko so se ljudje priseljevali k znancem, pa so ljudje kar za nekaj časa vzeli na stanovanje. Recimo v Burnikovi koloniji, no, ko so meščani proti koncu 20 let zaživeli v teh hiškah v Burnikovi koloniji, ki so bile pač relativno dobro okolje za nek del prebivalstva. Tam se da razbrati iz komentarjev, da je marsikdo nekoga z podeželja, ki je prišel v mesto zaradi dela, vzel na stanovanje, da so sorodniki živeli pri njih potem. Ta del zgodbe mi je znan. Zdaj, ta obratni del, da bi ljudje iz mesta odhajali na podeželje zaradi dela, to je mogoče, ampak samo moram reči, da ne poznam nekih virov, no, ampak čisto mogoče pa je, da je tudi ta migracija obstajala. No, kako se je tam praznilo, ne? Ko so tam verjetno tudi kakšne hiše začele samevati, pa to so zdaj te ljudje tu v nekih bednih razmerah stradali, tam pa recimo je neka kmetija ostala neobdelana, ko so vsi v mesto prišli. Ja, ta proces... To je nekaj podobnega, ko je danes tudi, ne? Ta proces se je sigurno začenjal, ampak še močnejši je bil po drugi svetovni vojni, ne, ta pritok industrijska središča. Treba pa vedeti, da so vseeno družine relativno številne in da ti posamezniki, ki so v mesto prihajali zaradi dela, ne, so še vedno niso nujno puščali doma praznih hiš, ampak tisti preostanek družine, ki je v tistem okolju verjetno ostal. To je bila tudi ta logika, ne, da je eden pač podedoval tisto zemljo, ne, pa navadi ostali so pa lahko šli. Pravzaprav morali jih, ne, sem mislim morali, pač se znali, ni bilo nekih stikov, bolj so odšli. Burnikova kolonija so te vrste hiše 15. Ja. Ampak kot rečeno, ne se prestrašiti, ampak ne tega vzeti kot edini vzorec življenja v obdobju med obema vojnama. To vsekakor ni, ne. Obstajalo je seveda tudi svetlejši del življenja, ampak pred tem si pa nima smisla zatiskati oči, ne, če smo že bili prej pri primerjavah, ne prej, ne zdaj. Samo na te razlike zdaj počasi spet prihajamo, kot so bile, ne? Vsako krizno obdobje te razlike poudarja. Ja. Hvala.